Dobro večer, dobrodošli v deželi pridnih. Zdaj tale čas, ki ga živimo, je poln paradoksov. Eden izmed njih je tudi odnos vseh nas, ki se ukvarjamo z živo kulturo, da jo tako imenujem, do publike, do občinstva. Po eni strani smo glede tega že skoraj 2 leti precej podhranjeni in si seveda zelo želimo, da ljudje pridete na naše dogodke in smo neizmerno veseli, ko ali če pridete. Po drugi strani nas malo skrbi, da vas mogoče ne bi bilo preveč, ker potem je to epidemiološko gledano precej neodgovorno početje, tako da izjemno vesel sem, da ste prišli in da vas je ravno prav. Paradoks torej in paradoksov bo, mislim, da nocoj kar nekaj, zato bi začel z nečim izrazito ne paradoksalnim. Dovolite mi, da najprej predstavim svojega gosta, to je Miloš Kosec. To je čas za aplavz. Zdravo, lep pozdrav vsem, hvala lepa za vabilo. Hvala tebi za obisk, se opravičujem, ampak glede na to, da smo v gledališču, vas lahko tudi malo porežiram. Ja, začel bom zelo na široko, skoraj epsko, in seveda začel bom s paradoksom, ki se tiče arhitekture, kot jo seveda doživljam in vidim jaz kot laik. Namreč arhitektura ima v sebi, vsaj meni se zdi, nekaj skoraj demiurškega, nekaj ne samo kreativnega, ampak kreatorskega, ne. Zdaj ponavadi ta božji kompleks pripisujemo medicini in zdravnikom, ampak mislim, da so zdravnice in zdravniki tukaj v eni veliki zmoti, namreč oni so zgolj serviserji življenja, ne. K njim pride življenje takrat, ko je pokvarjeno in oni ga pošraufajo zato, da pač traja še nekaj časa dlje. Arhitektke in arhitekti na drugi strani pa dejansko ustvarjate nove svetove, ne. Ne bom ravno rekel iz nič, ampak skoraj iz nič. Pač pridemo nekam, tukaj ničesar ni, potem pride arhitekt in bam, ne, naenkrat, evo, arhitektura, stavba, mesto, soseska, karkoli že. Seveda to je en vidik, ta demiurški. Na drugi strani pa je ta prostor, v katerega arhitektura vstopa, vedno že poln nečesa, nikoli ni prazen, tam vedno že nekaj je. Ali je to druga arhitektura, ali so to neke naravne danosti, ali so to neke ekonomsko-gospodarske predpostavke, karkoli že. Skratka neke omejitve, ki se jim mora arhitektura ves čas prilagajati. No, in ta paradoks je moje prvo vprašanje. Se pravi, kako z njim živi arhitektura in kako z njim živiš ti? Ja, jaz se zelo strinjam, da je na arhitekturi nekaj demiurškega, medtem ko vprašanje je na arhitektu ali pa na arhitektki nekaj demiurškega, je po mojem popolnoma ločeno vprašanje. Arhitekti si največkrat razlagamo to izhodišče, ki si ga opisal, kot da mi sami ustvarjamo nove svetove. Skratka, ta herojska gesta arhitekta je ta, ki poraja iz nič svetove ali jih pa vsaj preobraža, jih omogoča. Pri tem zelo radi pozabljamo na vse ostale ljudi, ki so vpleteni v ta proces. Ne samo na tiste, ki so že v opisu, v osnovnem opisu gradnje recimo potrebni, se pravi investitorji, gradbinci, delavci, nadzorniki, na koncu obrtniki in uporabniki. To v bistvu zdaj opisujem en cel svet, ne? Ker se vsi znajdemo v vseh teh vlogah na koncev. Ampak tudi na to, da ne gre samo za akt gradnje, ki spreminja svet. Da gre za vse, kar temu sledi, da je tudi uporaba neke hiše aktivno dejanje, ne samo neko pasivna uporaba tistega, kar je bilo predviden v opisu projekta. In na koncu je tudi propad nekaj, kar radikalno spreminja svet okrog nas. Pač samo po Ljubljani en sprehod je dovolj, da se zavemo, da mogoče bolj kot herojske ideje arhitektov določajo spremembe v prostoru, recimo ruševine, zapuščene hiše, parkirišča, to so taka zelo popularna ljubljanska topografija parkirišča, kot recimo temu ene kratkoročnega iztiska
potencijala parcele, za katerega ni treba nič zgraditi. Kratkoročnega, ki pa mnogokrat potem postane dolgoročen, ne poglejmo NUK2 recimo. Absolutno. To je potencial, ki ga ni treba nikomur razlagati, zato ker se povrne z nekim sicer minimalnim dobičkom tistih včasih žetonov, recimo temu, tistih nekaj evrov, ampak zato ker ni treba nič zgraditi oziroma aktivno pristopati k tej parceli, pa seveda zato tudi, ker ni obdavčena, kar je tudi ena lepa spodbuda, postane to tudi najbolj otipljiva in na koncu koncev realno čist racionalna investicija. Skratka, to, da je na prostoru, da je na arhitekturi nekaj demiurškega, bi po mojem morali ločati od tega, da smo arhitekti nekoliko nebogljena bitja, največkrat tudi po svoji lastni krivdi, ker v bistvu slepo verjamemo, da naše geste spreminjajo svet. To je bilo vedno, po mojem, da neresnično, ampak je pa še toliko bolj neresnično danes. No. Kako je mogoče v primežu nekih kratkoročnih interesov dejansko narediti eno gesto, ki omogoča drugačno, bolj kvalitetno življenje in nekaj, kar je bistveno bližje svetovom, ki so 30, 40, 50 let oddaljeni, ko se od arhitekta recimo dejansko pričakovali tudi oblikovanje enega programa, ene ideje, ki prej ni obstajala. Lahko ilustriram recimo sosesko, ki ni reševala samo nekih stanovanjskih problemov, ampak je reševala v bistvu eno celo vrsto družbenih, inženirskih, infrastrukturnih problemov v enem samem zamahu in to idejo so v veliki meri oblikovali arhitekti, ne kakšne druge stroke, do te situacije danes, ko je arhitekt največkrat delegiran ali pa tudi po lastni krivdi, postane samo izvajalec nekih vnaprej predvidenih programov. Zdaj, kopica ful zanimivih izhodišč si tukaj izpostavil, tako da se bom probal osredotočiti na vsakega posebej, pa bi začel pri tem parkirišču, ker se mi zdi en tak zanimiv fenomen. Parkirišče je nekje vmes, ne? Ne moramo reči, da je neuporaben prostor, ker je uporaben, ne moramo reči, da ga ne potrebujemo, oziroma jih ne potrebujemo, ker jih potrebujemo. In tudi to nesrečno parkirišče NUK2, seveda, če ga pogledamo v relaciji do recimo Križank, ki bodo zdaj verjetno oziroma očitno spet začele delovati, še kako pomemben doprinos k kvaliteti življenja, ker pač se pripeljamo, tam pustimo avto in potem gremo na kulturno prireditev, naprimer, ne. Ampak hkrati jim pa nekaj manjka, so neka začasna rešitev, ki lahko postane trajna. In kar se mi zdi tudi zanimivo je, da so pa niso, spet smo pri paradoksu, ta prazen javen prostor. Ti se zelo veliko ukvarjajo s temi vprašanji, sploh v svojem doktoratu, z vprašanjem pasivnosti oziroma pasivizma v arhitekturi. Med drugim sem zasledil eno tvojo parafrazo filozofove misli, namreč, da arhitekt je arhitekt ne tudi, ampak predvsem takrat, ko ne gradi. Se pravi, kako v bistvu v kontekstu arhitekture in seveda tudi urbanizma misliti pojem praznine. Pa zdaj, ali naj gre za trge, zelene površine ali kaj tretjega ali pa polovično praznega, kar je na primer parkirišče. Tako kot tebe, tudi mene veselijo paradoksi. In v bistvu ta neologizem, pasivizem, ki je nekoliko nasilna pa nekoliko naivna kombinacija pasivnosti in aktivizma, je nastala ravno v želji, da bi poskušal razumeti, a je mogoče biti bolj arhitekt kot pa ta vnaprej uprežen vlečni konj recimo enega destruktivnega upravljanja s prostorom, na katerega smo se navadili, a je mogoče v bistvu včasih biti bolj arhitekt, tako da nečesa ne narediš. Ne? To ni želja, nisem poskušal sugerirati, da moramo arhitekti zdaj postati ljudje, ki ničesar nikoli ne naredimo, ampak zdi pa se mi, da ta parafraza, ki izhaja iz Aristotelove misli, da je arhitekt tudi takrat, ko ničesar ne gradi. In se mi pa zdi zelo pomembna za današnji čas. Skratka, Aristotel govori o potencialnosti oziroma o tem, da definira nekoga, ali pa recimo čisto konkretno, če ga malo naivno povzamem, pač nek poklic ali pa neko dejanje definira tudi zmožnost, da ga včasih ne narediš. Ker če se ne moreš nikoli upreti
ne moreš nikoli upreti temu, da neko potencialnost prevedeš v dejanskost, potem sploh nimaš možnosti, da bi odločil oziroma da bi urejal svet. Vedno si sprožen v aktivnost in nikoli se ne moreš zadržati. No. To je tudi nekaj, kar o čemer Agamben veliko piše, da so umetnine v bistvu zaznamovane z možnostjo zadržanja. Da je prav umetnik je ravno umetnik tiste prave mere, ko nečesa tudi včasih ne realizira. Drugače bi vsi postali, vsi veliki umetniki napolnili list do konca, vedno in čez. No, ampak ta zmožnost ustaviti se, povedati, da nečesa ne bi smeli narediti, je po mojem, da seveda še posebej aktualna danes. No? Ker smo arhitekti v bistvu največkrat, bom poskušal ilustrirati zelo na hitro. Recimo, da imava enega povprečnega ali pa tipičnega arhitekta, pa enega drugega arhitekta, ki mogoče vsaj poskuša biti nekoliko bolj aristotelovski. In če da lastnik te parcele s parkiriščem nalogo tema dvema arhitektoma, optimizirajte mi prosim to zemljišče, zato da bo postalo nekaj boljšega, meni v večjo korist, bo prvi arhitekt jasno pomislil, seveda namesto prazne površine, ki mestu ničesar ne daje, lahko tukaj zgradimo večnadstropno parkirno hišo, zraven še mogoče stanovanje od zgori, to bo kultivirali to mesto, pa še lepo bo izgledalo, več ljudi bo lahko parkirali, pa še parcela bo izkoriščena na boljši način. Medtem, ko nekdo, ki ne razmišlja samo o tem, kako lahko dano nalogo čim boljše uresniči, ampak lahko razmišlja tudi o vseh drugih posledicah tega, kar počne, in tega, kar mu je naročen, bi mogoče poskušal namesto tega sugerirati, da je treba premisliti sploh vprašanje mestne prometne infrastrukture, da bi lahko ta problem zadovoljivo pa dolgoročno rešil. Skratka, zakaj sploh avtomobili na tej parceli, ki je v bistvu namenjena knjižnici? No, ampak protiargument investitorja in ne vem, v končni fazi politike, ne, je to pa ni več, gospod arhitekt, to pa ni več vaš problem, ne? S čim pa se vi ukvarjate, s tem pa se vendar ukvarja mestna in državna oblast. Kako v bistvu, kako delovati v sferi, ki ima de facto lahko zelo dolgoročne družbene posledice, pa hkrati nimaš neke prave politične moči, ne? Spet sva pri paradoksu, ampak ja, svojo idejo spreminjaš ne samo krajino, ampak način, na katerega ljudje živimo, če je ta ideja seveda uresničena. Hkrati pa kot arhitektka nimaš tistih pravih vzvodov odločanja v rokah ali pa vsaj vpliva na njih, s katerimi bi miselnost, predvsem pa način življenja zares lahko spremenil. Zelo kratek odgovor na to bi bil, da ne vem, ampak malo daljši, malo bolj elaboriran bi pa bil, da je verjetno ključno, da se arhitekt pač preprosto mora začeti ukvarjati tudi s stvarmi, ki tradicionalno ne padejo v njegov opis delovanja. Obstaja nekaj, kar je podcenjeno v arhitektovem poklicu, pa je po mojem da bistveno za njegovo, temu bi rekel, mehko moč. Absolutno arhitekt nima niti investitorske, niti zakonodajnega okvira, če želi delovati recimo na en nekoliko širši družbeno koristen način na svoji strani. Ampak ima pa eno možnost, ki je bila v preteklosti že s pridom izkoriščena. In to je, da že na papirju ali pa z besedami ali pa na koncu skozi neko publicistično delovanje ali pa pisanje kaže, da je mogoče živeti tudi v prostorih, ki še niso zgrajeni. No? In tukaj je ta demiurškost, ki si jo na začetku omenil, mogoče bistveno več potenciala, kot pa ta demiurškost nekega povprečnega arhitekta, ki na gradbišču zleze na vrh svoje stolpnice in ga navda z samospoštovanjem dejstvo, da je 50 metrov nad tlemi. Ki ima božji kompleks. Ne? Tako, ja. Možnost, da pokažeš skozi risbo, skozi vizualizacijo, skozi opis, skozi nek intelektualni projekt, skozi narisan projekt, svetove, ki še ne obstajajo, je nekaj, kar recimo arhitekte lahko loči od političnega programa.
političen program naniza cilje, naniza neke bolj ali manj oprijemljive strategije, kako ne bi do tega prišli, ampak to je ne samo, da je vedno abstraktno, v ta način predstavitve največkrat verjamejo mogoče samo tisti, ki ga napišejo, ali pa še te ne, skratka. Medtem ko, če oblikuješ nek podobo nečesa, ki ne samo, da obstaja v arhitektovi glavi, ampak se tudi dejansko je dokazan, da se lahko zgradi, po mojem, da sežeš onkraj običajnega. No? Pokažeš, da je mogoče nekaj realizirati tukaj in zdaj. In mogoče se sliši preveč abstraktno, ampak recimo tako so nastajali novi svetovi, recimo v 20. stoletju, ko so se naša mesta, pa mogoče še bolj mesta v hitreje razvijajočem se svetu, v Aziji recimo, pa v Ameriki na koncu koncev, tako bliskovito spreminjala, da tam skoraj da ni slojev iz preteklih stoletij, govorimo o velikih, večmilijonskih mestih, ne? Da so celotno tkivo, fizično tkivo mesta je nekaj, kar je 50 let staro. Skratka, je šlo za nove svetove po definiciji, in te nove svetovi so se zgodili zaradi tega projekta modernizacije, recimo, ki so v veliki meri v bistvu se realizirali ravno iz risb intelektualnih projektov, besedil in takih projektov, o katerih govoriva. To je velika moč. Ampak to vrstni eksploziji lahko sledi tudi implozija in take primere poznamo. Ne vem, konkretno sem jaz bil najbolj neposredno soočen z njim v mestu Rochester v državi New York, ki sicer ni milijonsko mesto, je pač malo večje od Ljubljane, ampak to je primer, mislim, da jih Američani imenujejo Donut City. Se pravi, mesto, ki je popolnoma, kjer je center izpraznjen in vse, kar obstaja, je periferija. Ne? Kaj pa ti, vedno, ko rečemo prazen prostor, praviloma pomislimo na dejansko prazen prostor, se pravi nekaj, kar lahko naseli na primer parkirišče, ne? Neko potencialno gradbišče. Ampak prazni prostori so seveda tudi stavbe. Ne? Kako, pa ne bom toliko abstrakten, bom bolj konkreten, se pravi, pogovarjala se bo v končni fazi predvsem o mestu, v katerem živiva. Kako se Ljubljana obnaša do svojih praznih prostorov. Ravno pred kratkim je bila prva obletnica evikcije Roga, vemo, kako so stvari tam potekale. Pa no, ni nujno, da govorijo o Rogu, ampak preprosto prazni prostori v našem mestu, kaj se z njimi dogaja, kako z njimi rokujemo. Rok je po mojem zelo dober primer tega, kakšne probleme imamo, oziroma kako nasilna gesta je potrebna, da sploh ustvarimo prazen prostor. Ker praznega prostora prazen prostor je treba ustvariti. Ali pa podobo praznine je treba ustvariti. Rok je seveda doživel ta nasilen udor sred pandemije, kot dokaz, da to je bil poln pa živ prostor. Ne? Gotovo je imel nekaj strukturnih problemov, ampak je imel pa tudi ogromen živih vsebin, ki so v bistvu producirale nekaj, kar niti mesto, niti država nista omogočale. Govorim konkretno neko podporo za integracijo beguncev, recimo. To je nekaj, kar je bila po mojem mnenju bolj državotvorna gesta Roga, kot pa države ali pa mesta v tistem momentu, ko so se in se še vedno dogajajo zločini na slovenski meji, recimo, ki so tudi arhitekturno določeni. Ne? Če govoriva recimo o ograjah, ki pošiljajo ljudi v smrt. Tehničnih ovirah, ja, ta lep eufemizem. Skratka, praznine v mestu zares ni, zato ker življenje se razširja v vse prostore, zato je zanimivo opazovati, kako nasilno in kako načrtno se ustvarjajo te praznine. Parkirišče je en lep primer. Ne? Parkirišče lahko gledamo tudi kot nek nepozidan prostor, ki ga zasede pločevina zato, da ga telesa ne morejo zasesti, recimo. Ne? Ali pa nekatera parkirišča so ustvarjena kot prazni prostori na način, da se na meje te zasebne parcele, recimo, postavi gradbiščna ograja. Nekaj podobnega lahko opazujemo pri Bežigrajskem stadionu, ki je tudi tragedija svoje vrste, kjer je ta praznina zelo nasilno ustvarjena, pa tudi razmeroma uspešno.
če zagradiš ti eno zelo obsežen kompleks, ne, ki je bil vedno v javni rabi, ki je bil za to zasnovan, ki je bil zgrajen za Ljubljano, ki je bila bistveno manjša, pa je bil epohalen prostor, recimo. Avtorja, katerih 150-letnico rojstva smo bili kar praznovali in katerega dediščina je bila vpisana v svetovno dediščino, skratka, da gre za nekaj svetovno pomembnega. To parcelo, ki je seveda v očeh investitorja predvsem poceni pridobljena bodoča gradbena jama blizu centra, ki jo je pridobil tako poceni ravno zato, ker je to objekt, ki je varovan, ne, je bilo treba nasilno iztrgati iz konteksta mesta z ograjami, povzročiti videz počasnega propadanja, pa štadion sploh ni stavba, ne, je objekt, ampak to ni hiša, mislim, to je topografija. In ustvariti podobo, da se bo vse ravno kar sesul. Ne. To se pravi, ta praznina bežigradskega štadiona je ustvarjena z namenom. Ta še bolj nasilno povzročena praznina Roga je ravno tako ustvarjena z direktnim špekulativnim namenom. Skratka, to je pa nekaj, kar je po mojem zelo pomemben tudi za govor v javnem prostoru. Praznine ni. In javni prostor bomo vedno morali razumeti kot recimo prostor trga, je napolnjen z dejavnostjo, ne? Ali pa zelenice v že prej omenjenih soseskah. To so prostori, ki so polni dejavnosti, v resnici bistveno bolj kot pa prostori na drugi strani zidov, ki so vedno delegirani posameznim družinam, posameznikom za življenje ali pa za neke razmeroma omejene lokale in tako naprej. Ampak življenje se dogaja v tem praznem prostoru vmes in če bi začeli v parkih pa v trgih razmišljati kot o prazninah, ki jih je treba napolniti, potem seveda bo treba enkrat pozidati tudi Tivoli, treba bo pozidati Trg Republike in nismo zelo daleč od tega, ne? Ker z ljubljanskimi ulicami pa trgi se pač začenja dogajati po eni strani lepotilni posegi, kjer vse moteče umaknemo pod zemljo, parkirišča, smetnake in tako naprej, dobimo eno lepo izčiščeno površino, ki jo lahko potem napolnijo na pol privatne rabe. Skratka, gostinski vrtovi in onemogočajo, da to praznino dejansko uporablja vsak človek po svoje. To je pa bistvo javnega prostora. Ja, sam praviš, ne, da je obramba javnega prostora en ključnih imperativov arhitekture oziroma njenega poslanstva, kar je samo po sebi jasno in več kot hvalevredno, pa mislim, da je to področje, na katerem se moramo angažirati vsi, ne samo arhitektke in arhitektki, ampak kar me v bistvu pekli tukaj je, ne, kako to združiti z dejstvom, da so prav nepremičnine in gradbeništvo in nasplošno, če rečemo odnos do prostora, so to tista področja, kjer je pa v bistvu logika kapitala, trga skoraj najbolj brutalna, oziroma vsaj tudi zelo brutalno čutimo recimo tudi na področju reševanja stanovanjskega problema, da tako rečemo, ampak to je že druga zgodba. Ampak skratka, na eni strani imamo to idejo javnega prostora in na drugi strani pa brezobzirno moč nekih interesov, ki pa pač v vsakem prostoru vidijo tržni potencial. Ne. Kaj lahko tukaj, kakšne trike ima na voljo arhitektura, da mogoče lahko to zaobide ali je treba preprosto reči na neki točki ne in potegniti črto. Črto je gotovo treba potegniti. Zdaj, kako to narediti znotraj arhitekture, ne vem, po mojem, da ni možno samo znotraj arhitekture, ampak dejansko tako kot je to vprašanje popolnoma pravilno, ali pa jaz se popolnoma strinjam s tem, kar si rekel, da to ni samo arhitekturno vprašanje, kot tudi vsako oglašanje arhitekta nikoli ne sme biti podučevanje javnosti, kako bi stvari morale biti. No, jaz tudi nikoli ne želim niti tako pisati, niti tako govoriti, ker je to ne samo, da je uholo, ampak tudi v osnovi zgrešeno. Poanta javnega prostora je, da je skupni prostor in da ga različni ljudje različno uporabljamo, tudi različni poklici različno razumejo, ampak da je to polje, ki ga lahko v bistvu zakoličimo samo skupaj. No. Ena možnost, kako lahko arhitekt neposredno vpliva na to, je, da poskuša pokazati ali pa
pokazati shizofrenijo upravljanja recimo s prostorom. Ne? Ker te shizofrenije v načelni podpori javnega prostora. Javni prostor postaja ena taka fraza, ki je podobna trajnostnemu razvoju, recimo. Noben ni proti njej, ne. Samo vsak si jo razlaga po svoje, pa ko enkrat ta fraza trči ob meja lastnih interesov, se ustvari ta shizofrenija, ki jo imam v mislih, ne. Skratka, so ljudje, ki so pripravljeni podpreti vsako akcijo v javnem prostoru, pa v bistvu istočasno recimo investirajo presežek svojega denarja v dodatne nepremičnine, ki jih potem oddajo za kratkoročni najem in ne vidijo, ali pa mogoče nekje znotraj sebe tudi razumejo, da je to shizofreno dejanje. No? Ampak to se mi zdi težko. Ne? Na eni strani imamo nek pojem, ki ga v resnici težko razumeti, težko misliti, ki je zahteven pojem, se pravi ta ideja javnega prostora, ki ga je v bistvu tudi, da tako rečem, težko na nek način v njem živeti oziroma se organizirati. Na drugi strani imamo pa zelo jasne direktive, zelo jasne interese. Ne? Zdi se mi, da je pomembno, da razumemo, da se te stvari nikoli ne bojo mogle spremeniti na način, da, ne vem, da apeliramo na odgovornost posameznikov. To bi zahtevalo neko ceneno moraliziranje, ki tudi nikoli ne bi zaleglo. No. Preprosto te stvari je treba normativno urediti in to tako preprosto, kot je recimo nepremičninski davek. To je nekaj, kar bom začel tako. Leta 1991, ko smo spremenili ena izmed mnogih sprememb ne samo političnih razmerij, ampak tudi lastninskih razmerij pri nas, smo to naredili pač zelo polovično. Ne. Možnost privatne lastnine je bila uvedena ali pa recimo redefinirana, no, se je bila obstajala že prej, medtem ko so bile ukinjene neke druge pravice, recimo stanovanjska pravica in tako naprej. Medtem ko noben ni posebej poudarjal, da za kapitalistična pravila igre imaš nujno zraven tudi nepremičninski davek. To je nekaj, kar zrele kapitalistične države imajo in to občutno. Ne. In tako da mi smo prevzeli pa mnoge druge tranzicijske države, tudi samo nek način pravice, medtem te regulacijske mehanizme smo merno prezrli. Ne. In generacijsko je bilo to nekako še urejeno, zato ker je en dobršen del aktivne populacije v tistem času pač odkupil stanovanja po zelo ugodnih pogojih in jasno, takrat se noben ni vznemiril zaradi tega. Poleg tega pa ta redistribucija poskrbela, da je polje ljudi, ki imajo partikularne interese pri tem, da so recimo nepremičnine čim manj obdavčene oziroma skoraj neobdavčene, razmeroma velik. Ne? In tukaj so bile ustvarjena ena, po mojem, zelo premišljena pravila igre, kjer je zelo težko karkoli spremeniti. No. Hočem reči, da mi lahko še tako govorimo o tem, kako je javni prostor pomemben, kako je pomembna dostopnost stanovanj, ampak samo na neki normativni ravni lahko pa poskrbimo, da do te shizofrenije, kjer lahko en in isti človek, pa to je ogromen del slovenske populacije, ne sploh samo nek najbogatejši del, neha, kako bi rekel, nedosledno ravnati v svojem zasebnem življenju, ker tudi javno in zasebno življenje sta bistveno bolj intimno prepletena, kot bi si to človek glede na te razmerja, ki se jih opisal, mislil. No. Ja, meni je pač v teh zadnjih letih, ko sem bil, da rečem, aktiven na nepremičninskem trgu, zdaj upam, da ne nameravam več biti, no, nekako sem to upam, da dal skozi. Ampak, no, se pravi, to se mi zdi neka normalna logika. Se pravi, obstaja obdobje življenju, ko si aktiven na nepremičninskem trgu. Jaz sem bil, da tako rečem, 3-krat, najprej enkrat kot kupec, potem kot prodajalec tega, kar sem prvič kupil, zato da sem bil potem še enkrat kupec. Ne? Se pravi, šlo je za moj družinski, da rečem, stanovanjski problem, ki sem ga na ta način reševal. In že takrat, ko sem prodajal to svoje prvo stanovanje,
Živo se spomnim enega človeka, sploh ne morem reči gospoda, skoraj mladeniča, mlajši je bil od mene, ki je prišel na ogled in ga je ta moj agent vprašal, a pa iščete zase ali za investicijo. In on se je tako učeno vstopil pač in gledal te moje stene bivše in rekel za investicijo. In iskreno malo se mi je zagabil v tistem momentu in sem rekel, niti približno ti ne prodam. Ne? Naenkrat se mi je zdelo, da nekdo vstopa v moj intimni prostor, še do nedavnega moj intimni prostor in ga gleda kot investicijo. In to se mi je zdelo skrajno degutantno in sem se tudi odločil, da absolutno ne prodam človeku, ki ima jasno intenco, da zadevo kupuje za investicijo. Ker v tem se mi zdi, pa to je zdaj zelo naivno govoričenje skoraj, ne govorjenje, ampak v tem se mi dejansko zdi nekaj perverznega. Mi govorimo o stanovanjih, o hišah, ki so dom za nekoga, ki so nek najbolj intimen prostor človeka ali samega ali njegove družine, kakorkoli. In neka taka stvar, preprosto v tem laičnem govoričenju mojem, ne bi smela biti tretirana zgolj kot investicija. Ali ni s tem nekaj narobe, nekaj radikalno narobe? Ja, jaz mislim, da ta zanimivo prevajanje med domovanjem in nepremičnino je še posebej v Ljubljani, če govoriva v Ljubljani, ne, pa tudi naenkrat tudi v širšem slovenskem kontekstu, dejansko postaja bolj očiten problem iz meseca v mesec. Mislim, da vseeno tako hitrega naraščanja cen in stisk in obenem premikanja presežnih sredstev iz bank pa kreditov v zemljo, ne? Ker za to gre, še nismo videli. Po mojem, da jaz sem študiral v Angliji, no, in potem, ko se poskušaš, doktorat sem delal v Angliji, in ko poskušaš malo spoznati prostorsko zgodovino enega prostora, ki se je zelo drugače razvijal kot naš, ne moreš mimo, Angleži temu rečejo enclosure of the commons, ne. Skratka, ena izmed velikih redistribucij zemlje, ki se je pri njih zgodila v 18. pa na začetku 19. stoletja, ker so commons, to se pravi te skupne površine, največji veleposestniki v bistvu z verjetno protizakonitimi takrat sredstvi lahko ogradili in jih tako izvzeli iz javne sfere, recimo, ki je bila vsem dostopna. In to je v bistvu ustvarilo to angleško pokrajino, ki jo poznamo danes. Prazna, skoraj brez vasi, kot jih poznamo mi, ampak v angleških vaseh stanuje nekaj starih devic, ne, kot je Miss Marple, pa župnik, pa skratka scena za umore iz podeželja je bila vzpostavljena takrat. Ne. Skratka, in pa velike produktivne kmetije, ki so vmes posejane, pa velika posestva. Skratka, ta praznina se je nasilno ustvarila, tudi v tistem primeru, ne samo v Rogu v Ljubljani, in vsi te ljudje so morali nekam iti in so šli v mesta, v Manchester, v London in gradili industrijsko revolucijo. No, ne vem, a bo tako dramatično tudi zdaj, ampak ena ograditev na nepremičninskem trgu se dogaja zdaj. Lastništvo nepremičnin se gosti, pa ne govorim zdaj tukaj o nekih 5, 10 posameznikih, ne, ampak o zgornjem srednjem sloju, ki ima po 2, 3, 4, mogoče 5 nepremičnin, in jasno, zato ker noben nič ne gradi nobenih stanovanj pri nas, te številke so mizerne, če jih primerjamo z 70 pa 60 pri nas, je število tistih, ki ne morejo imeti več svoje nepremičnine kot posledica, da ne morejo v njej sploh razmišljati kot o domovanju, vedno manjša. Skratka, ta vedno bolj radikalna, kako bi temu rekel, radikalno prevajanje domovanj v nepremičnine je povzročilo, da ni skoraj več nobene sfere, ki ne bi bila predvsem tržni potencial. To nima posledice samo za ta zgornji srednji sloj, recimo. Ima posledice tudi zato, da če lahko stopiš na trg nepremičnin kot lastnik, si skoraj da prisiljen v svojem domovanju razmišljati kot o nepremičnini. Ne gre samo za nekoga, ki vstopi v stanovanje in razmišlja, to bo moja 2., 3., 10. nepremičnina, ki jo bom oddajal, ampak celo, če je tvoja prva,
zaradi vpetosti v mrežo kreditov, zaradi recimo špekulacije, kaj se zgodi, če izgubim službo, si vedno prisiljen vsaj delno upoštevati svoje domovanje, svojo intimno sfero kot menjalno blago. Kot zastavek. Ja. In to je nekaj, kar po mojem, da v samem jedru spreminja razumevanje domovanja. Zdaj kaj, prej si rekel, da da ne potrebujemo moraliziranja, ampak pač zelo realne ukrepe, se pravi v tem kontekstu bi bil to verjetno progresivni, tako opevani progresivni nepremičninski davek, ki ga nimamo. Zakaj? Nimam pojma. Mislim, vem seveda, zaradi prej opisanega stanja, ki je pisan pač na kožo ljudem, ki so lastniki nepremičnin. Pri nas je ta lastnikov nepremičnin vseeno še vedno zelo velik. Jasno pa je, da se je ta problematika zaostrila, ker je bil stanovanjski problem leta 1991 rešen generacijsko. Se je z novo generacijo v bistvu šele začel kazati. Ne. Seveda je bil vedno en del populacije, ki je bil prisiljen najemati ali pa poskušati na teh nesrečnih razpisih za socialna stanovanja, ker se ljudi žreba. Ne. Imamo čisto predmoderne pogoje v bistvu dostopa do socialnih stanovanj. Ampak ta bazen se pač z novo generacijo veča. Ne. Zdaj, razstava, ki je aktualna še vedno, mislim, da še 5 dni je, do konca januarja, ki ste jo pripravili v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, je pa razpršena v bistvu po praktično celem mestu na 7 lokacijah. Nosi podnaslov kako že 100 let organizirane stanovanjske gradnje. In že ta besedna zveza organizirana stanovanjska gradnja se sliši, če pretiravam, mičken anahronistično. Omenil si velike gradbene projekte iz 60-ih, 70-ih, tudi še 80-ih. Jaz se kot otrok spomnim, ko so rasle Fužine in tako naprej, oziroma nove Fužine. Ampak a lahko danes v Sloveniji govorimo o organizirani stanovanjski gradnji vsaj približno, seveda ne v enakih gabaritih, ampak vsaj približno enakih gabaritih kot takrat, oziroma kako v bistvu a je stanovanjska politika sploh še sposobna uresničevati neke vizije skupne prihodnosti, ali je pač preveč podvržena trgu, ki tukaj pač je spet neizprosen. Sveda neki zastavki javne stanovanjske gradnje so in postajajo v zadnjih letih bistveno bolj produktivni, kot so bili pred tem. To mislim, da je potrebno povedati. Številke niso podobne tistim izpred 30, 40, 50 let. Ker pozabljamo, da nekaj časa se je sukala po medijih številka 10.000 stanovanj do leta 2025 ali pa do 2030. 10.000 stanovanj na leto je bila letna produkcija v 70. ali pa 60. recimo letih, ne? Če ne še v nekaterih področjih še večja. Skratka, to je, nivo naše ambicioznosti je žalostno nizek, pri tem ne pozabimo, da smo in relativno in v absolutnih terminih bistveno bogatejša družba, kot smo bili takrat. Ampak pomembno se mi zdi, da bo zdaj čez 1 ali pa 2 meseca se bojo ljudje začeli vseljevati v teh 500 stanovanj, ki bojo javna najemna stanovanja, ki niso socialna stanovanja, na Brdu, ne? Ki so dokaz, da se da z nekim razmeroma zrelim odnosom med arhitekti in stanovanjskim skladom dejansko ustvariti ne neko jamo brez dna, kot se to včasih prikazuje, ampak racionalno ureditev prostora, ne samo stanovanja, ampak tudi z nekim javnim servisom, z zeleno infrastrukturo, z skupnimi prostori, ki niso samo zunanji, ampak tudi notranji. In to je pomembno poudarjati, kljub recimo neprimerljivo manjšim številkam. Zato, ker se nič izmed tega, recimo skupni prostori, kvalitetno oblikovan zunanji prostor, infrastrukturne navezave na obstoječo mesto, ne dogaja v zasebnih špekulativnih soseskah, ne? Ker če bi se, potem bi dejansko lahko prosti trg rešil vse probleme. Ampak dolgoročno so špekulativne soseske pač tiste, ki povzročajo več strukturnih problemov, kot jih pa rešujejo. Ja,
pač to večno vprašanje, oziroma ni večno, traja pa že nekaj let, ko govorimo o teh špekulativnih sosedstvih oziroma o tržno naravnanih novih gradnjah, komu so sploh namenjene, kdo se jih sploh lahko privošči. Meni osebno je tle fascinanten ta termin vila blok. Jaz ne vem, ali je to kakšna starejša domislica, ki je pač prej nisem poznal, ali je to nekaj, kar je dejansko novodobni izmislek, ampak preprosto spet sva pri paradoksu, nek oksimoron se mi zdi ta izraz, ne. Vilo povezujem po eni strani z idejo neke, če že ne plemiške, bo vsaj visoko buržoazne rodbine. Blok je pa proletarska stvar, ne. Kaj za božjo voljo je vila blok? In potem je pa najbolj fascinantno, mi pa je recimo v Tacnu je ravno kar zrasla ena mini sosedska vila blokov, ki so nagrmadeni drug na drugega na tak način, da potem, ko stopiš na Fužine, rečeš, wow, prostor. Vila blok je dejansko dober termin ali pa dobra bližnjica za razumevanje našega specifičnega prevajanja nekih recimo družbenih razmerij v prostor. Vila je ta del sintagme, ki pomeni aspiracijo, blok je pa realen domet. In ko se združita, ne ustvarjata neke nove realnosti, ampak samo pač kažeta in aspiracijo in domet v enem, kar je ponovadi recept za tragedijo. No. Ampak zdi se mi, da lahko vila blok razumemo kot zadnjega v nizu ene dolge tradicije aspiracij povezanih z domovanjem pri nas, ki bi jo mogoče bilo najlažje začeti tako, da človek odpre Valvazorjevo slavo Vojvodine Kranjske, ki je fantastičen dokument grajenega prostora pri nas. Valvazor je zrisal na koncu 17. stoletja oziroma skupaj s sodelavci bakroreze, ustvaril bakroreze, ki prikazujejo vsa kranjska mesta, pa vse gradove, pa vse cerkve. In tam v tistih, ogromno naših gradov je bilo takrat razmeroma veliko je bilo starih, lepih gradov in še nekaj jih imamo še zdaj, ampak povprečen podeželski dvorec ni bil tako zelo nepodoben današnjemu vila bloku ali pa mogoče tisti predimenzionirani samograditeljski hiši, ki je ena izmed staršev recimo vila bloka danes. To je velika hiša, ki je bolj kot na svojem likovnem izrazu pa prefinjenem, kako bi rekel, prefinjeni zasnovi, poskušala biti velika, mogoče že takrat za več generacij te malo plemiške družine. Največkrat ima na fasadi kakšno jelenje rogovje, ki je zunanji znak plemenitosti, zato ker si lahko privoščiš lov, je pa vseeno jelenje rogovje cenejše kot kakšen skulpturalen okras, za katerega je treba plačati. In nekaj tega se je potem dedovalo naprej. No. V 50-ih pa 60-ih so bile popularne lovske freske na teh samograditeljskih hišah, tudi jelenje rogovja se še najde, ali pa pajke recimo na hišah. No, in to se je potem, ko so ljudje namesto teh nekoliko arhaičnih lovsko-podeželskih vzorcev prevzeli moderni minimalizem, kakor se temu reče v pogrošni literaturi, se je samo prevedli enako naivno v ta nesrečen vila blok, ki je suburbana varianta tistega podeželskega dvora iz 17. stoletja. To je aristokratski ideal brez, oziroma aspiracija k aristokratskemu bivanju, brez recimo temu aristokratske kultivacije. No. Se pravi, narod brez aristokracije pač producira vila bloke, čeprav verjetno jih tudi v Angliji gradijo danes, ne vem, a jih. Drugačne oblike, v Angliji imajo svoje probleme. Jaz mislim, da mi nismo posebej patološki. Smo patološki posebej na svoj način. V Angliji so obsedeni s to svojo nesrečno vrstno hišo, ki po mojem, da mene so hipnotizirale. Ko sem se prvič vozil z avtobusom v London, postane kar nekoliko tesnobno, za ta neskončen niz. Seveda ima svojo logiko ta vrstna hiša in je neverjetno, kako bi rekel, reproduktabilna, oziroma za vrstno hišo veš, kakšen tloris ima, pa je lahko zgrajena v 18., 19. pa 20. stoletju. Iste so, blazno uspešen metrum je, ki preživi vse čase in na koncu očitno tudi razmeroma
uspešna raba zemlje, zato ker je razmeroma gosta, omogoča veliko zelenja, ima tudi nekaj plusov. No. Medtem, ko so naše že samograditeljske hiše, no, imajo nekaj te asocialnosti, z ograjo, z veliko parcelo, ki pa je slabo izkoriščena, zato ker je hiša postavljena na sredino in ponovadi dvignjena za pol etaže nad okoliški teren, to se pravi, da je potem ta vrt samo priložnost, da vložiš preseženo delo v pridelavo povrtnin, medtem kot kaj dosti pa ne da pri bivanjski kvaliteti. No. In nekaj tega se nažalost cel potem v ta nesrečen vila blok, ki je uničil že zelo kvalitetna okolja, recimo v Ljubljani. Ne. To je pač izkoristek recimo v Rožni dolini, ki je bila svoj čas še kar zaželena, z nekimi razlogi zaželena soseska, je pač so te naphane hiše samo maksimalni izkoristek tiste parcele, ki je bila predvidena za eno mečkino, včasih celo delavsko hiško. Ja. Ruševine, v njih si tudi iz njih si diplomiral, ne? Če si iz pasivizma doktoriral, si diplomiral iz ruševin, skratka, upam si trditi, nepričakovane teme za arhitekturo, vsaj za laika. In ko sem bral tvoje zapise, pa poslušal tudi ene pogovore s tabo, se mi je strašno dopadlo, ko si razlagal o tem, kako v bistvu nastane oziroma začne nastajati ruševina. Ne? Da arhitekt, to je spet tisti arhitekt začetka pogovora, ki ima verjetno malo božjega kompleksa, ne? Svoje delo percipira kot popolno v trenutku, ko je dokončano in tik preden je oddano v uporabo. Ne? Takrat je perfektno. Potem pa se zgodi kaj? V to stavbo se naselijo ljudje. In kaj potem ti ljudje počnejo? Počnemo kopico nekih stvari, ki to stavbo v bistvu uničujejo. Tam noter živimo, tam noter kuhamo, jemo, pijemo, polivamo, packamo, svinjamo, ne vem, seksamo, bruhamo. Ljudje smo strašno v bistvu neprijetna bitja. Ne vem, spomnil sem se, ko sem bral to na Jona Tihega, kako v eni izmed zgodb vesoljci imenujejo človeško raso testo, ne? Ker smo taki mehki, taki, skratka, puščamo te sledi teh svojih čudnih navad na tem popolnem objektu in ga počasi z uporabo skratka uničujemo. Ne? In dokler ni to uničenje že tolikšno, da se nam ne splača več tam živeti in gremo, jo zapustimo in potem postane ruševina. Spet to življenje kot problem na nek seveda malo anekdotičen način. Ne. Uporaba kot težava, uporaba, ki povzroča pokvarjenost, da tako rečem, neke popolnosti. Ja, visoki svečenik te popolnosti v arhitekturi je ponavadi fotograf, ki ga arhitekt najprej poskrbi, da je vse dokončano tako, kot mora biti, poskrbi, da so vrata skrbno zaklenjena, da slučajno naročnik ali pa uporabnik ne bi še vstopila v to krasno, bleščečo podobo. Seveda pa omogoči fotografu, da gre noter in takrat nastanejo te posvečene fotografije, ki jih potem arhitekturne pisarne pošiljajo revijam in tam se reproducirajo te čiste podobe, kjer teles ni, ker ni sledov uporabe, ker je ideja skoraj tako čista kot na risbi ali po vizualizaciji. Ne. Seveda, pretiravam, niso vsi arhitekti taki, ampak nekaj pa je patološkega in nekaj se kaže v arhitekturni fotografiji, težava s sledmi. No. Kar je zanimivo, no. Zdi se mi, da je ruševina ena grajena kritika tazga nezrelega demiurškega odnosa arhitekta do arhitekture, pa tudi jasen dokaz, da arhitekt ni edini avtor v prostoru. Ne. Ruševina je kolektivno delo namreč. Ne.
Seveda ima vsaka ruševina svojega arhitekta, oziroma vsaka stavba ima svojega arhitekta, ampak nekatere stavbe, ki postanejo ruševine, imajo tudi druge avtorje. In pač ena izmed mojih tez tam je bila, da je ruševina tako izrazito kolektivna hiša, zato ker jo na nek način vsi soustvarjamo. Na negativen način sicer, ampak ruševina je tako zanimiva zato, ker jo nihče ne sme uporabljati. Čim jo uporablja en človek, ni več ruševina, recimo, če jo vzdržuje in tako naprej. To se pravi, je kolektivno delo vseh nas, kar se mi zdi, recimo, da je bistveno bolj demokratična hiša, kot pa ta, ki je delegirana samo enemu uporabo ali pa v last. Ampak je pa tudi nekaj otroškega na tem fascinaciji z ruševino in to je, da recimo začne se, kot si opisal, ta hiša se lahko še nekajkrat prizida, dodajo si prizidki, to je tudi naš popularen šport, ampak včasih prav zanimiv. Ne? Mislim, se tudi v Rimi je v bistvu prizidkarsko mesto, kjer lahko, če malo koplješ, ugotoviš, da je bila hiša pozidana iz antičnih stebrov in tako naprej. No in potem, ko enkrat ta hiša enkrat je izvzeta iz vsakdanjih pravil uporabe, se začne ta kolektivni motiv. No. Če greš mimo propadle hiše, ki ima luknjo tam, kjer je arhitekt ni predvidel, ki niso vrata, nimaš ključa, ampak skozi luknjo je pa legitimno vstopati, saj nihče več ne živi noter. In potem lahko začneš ta prostor raziskovati čisto po svoje. Ne tako, kot je arhitekt predvidel na tisti risbi, kjer piše, kje je vhod, kjer je sugeriran, da je tam hodnik, tam je kuhna, tam je WC, ampak naenkrat lahko hodiš čez stene, tako kot duh. Lahko se premikaš po nadstropjih drugače, ne samo po stopnicah. Lahko v bistvu se sam nekoliko osvobodiš, ravno tako, ko se tisti prostor osvobaja nekih vnaprej predvidenih namenov in uporab. In to je nek tak emancipacija arhitekture, ampak na koncu koncev od tega naivnega otroškega uporabnika, ko se sprehaja po temu ambientu. In mislim, da je to en velik del privlačnosti ruševine za kogarkoli. No. Odvrže v bistvu arhitekta ali pa tudi investitorja na nek način in kaže, kako zabavno je živeti v takem prostoru, ki ni programiran vnaprej. Mogoče en zelo kratka ilustracija, da ni nujno to propadajoča hiša, da se da tudi ustvarjati hiše na tak način ali pa ureditve. Mislim, da zelo veliko zunanjih ureditev, ki jih je Plečnik v Ljubljani zastavil ali pa ustvaril, so tako popularne ali pa tako uspešne v svojem življenju, še posebej pri otrocih pa pri mladini, zato, ker so zgrajene na nek način kot ruševine. Zidov je v večjih nivojih pri Nuku, ob Vegovi, ali pa seveda obnova, zelo svojstvena prenova Rimskega zidu ali pa Šance. Na koncu koncev tudi nove ureditve ob Ljubljanci. To so prostori, danes sem razmišljal mojega otroštva, pa mojega mladostništva, otroštva zato, ker smo se velikokrat skrivali pa igrali, pa tudi sam sem odkrival te prostore, ker so zanimivi, ker so prostori igre. Ampak tudi mladostništvo seveda, ki ni nikjer bolj slikovito kot popivati na tistih stopnicah, ki se spuščajo proti Ljubljanci in ki ustvarjajo en tak zelo kolektivni moment Ljubljane, ki upam, da nikoli ne bo podvržen taki komercializaciji, kot recimo ta osrednji del. No. Skratka, eno veliko vprašanje, na katerega ne vem odgovora, je, a se da projektirati na ta programsko pa prostorsko odprt način, da ne prevajaš v prostor samo enega investitorskega plana, ampak da predvidevaš tudi, da se v tej hiši lahko zgodi zelo veliko zadev. No? Da se izvzameš iz tega, da veš, kaj bo iz hiše nastalo. Mislim, mogoče je to odgovor na tisto vprašanje, ki sem tega prej zastavil, kako lahko mogoče arhitekt po kakšnem ovinku pritihotapi not vsebine, ki jih investitor morda nima v mislih ali pa so zanj celo nezaželene. Ampak še za trenutek bi se vrnil k nam, ljudem, kot problemu. Če ilustriram to s konkretno zgodbo, jaz živim v ilirskih blokih oziroma neposredni bližini ilirskih blokov, se pravi tukaj pri pivovarni Union. Nekaj časa sem živel dejansko v ilirskih blokih
In ilirski bloki so strašno zanimivi, to sta v bistvu dva kareja, en na zahodu, en na vzhodni strani. V glavnem so bili zgrajeni tam v 30 letih prejšnjega stoletja. In ta dva kareja sta zelo velika in imata zelo veliki notranji dvorišči. In zdaj, kare na zahodni strani je to notranje dvorišče uredil kot skupni prostor. Tam sem med drugim stanoval tudi jaz, se pravi, to je odprt prostor, kjer so igrala, kjer so klopce, mini park in tam sta se 2-krat na leto sta se zgodili delovni akciji, pomladansko in jesensko čiščenje, ko se je to urejalo, sicer pa je bil prostor pač na voljo vsem. Seveda stanovalcem, ker je od zunaj nedostopen. Vzhodni kare je notranje dvorišče razparceliral, se pravi, vsaka hiša ima svoj košček. Izkušnje tega vzhodnega kareja nimam, ampak zmer se mi je zdel kot prebivalcu zahodnega, da to je pa res bedno. Mi se imamo tle super, imamo te akcije, nekdo skuha kofe, malo grabimo, ob enih že nekdo prinese six-pack, perfektno. Potem, kmalu zatem, ko sem se tam odselil, pa se je začela afera pasji akcije, v zahodnem, se pravi tem socialističnem kareju, ker so pač lastniki psov začeli na to notranje dvorišče voditi pse in ti psi so spet podobno kot mi ljudje počeli nečednosti. In ta debata, ki sem bil pasivno priča kot del skupine, pač mailing liste, je postala tako brutalna na neki točki in tako nesramna, da sem si rekel, je mogoče pa včasih boljš, če imamo stvari razparcelirane, privatizirane in če točno vemo, kje je meja, ker ljudje in naše sodelovanje lahko producira super stvari, ustvarja super neko presežno vrednost bivanja, lahko pa je tudi vir strašnih težav. In zato sem načel, oziroma zato sem povedal to zgodbo, ker ko govorimo o stanovanjskih problemih prihodnjih oziroma sedanjih mlajših generacij, seveda obstaja tudi ideja raznih stanovanjskih zadrug in nekega sodelovanja, nekih kolektivnih pristopov k reševanju tega problema, ki se mi zdijo na načelni ravni čudovite in vem, da spet lahko producirajo, ustvarjajo neke super učinke, ampak po drugi strani spet smo obsojeni na to, da nekaj počnemo skupaj z drugimi ljudmi in to je lahko velika težava. To je lahko velika težava, se strinjam. Jaz mislim, da so zadruge ena izmed... Vsak rešitev stanovanjskega problema, pri nas bom tako začel, ne more imeti samo ene rešitve. Skratka, ne moramo samo reči, zdaj bomo pa z javnimi najemnimi stanovanji vse rešili, ali pa zdaj bomo pa z zadrugami vse rešili. Tudi eden izmed poskusov te razstave, Iščem stanovanje, je bila pokazati, da smo v zgodovini imeli zelo veliko že realiziranih in to vzporednih sistemov reševanja stanovanjskega problema. In po mojem, da rabimo ne ponavljati stare vzorce, ampak da moramo v bistvu izumiti eno to širino reševanja stanovanjskega problema, da si lahko ljudje izberejo tisto, ki jim je najbliže in da imaš vedno več možnosti, kako rešiti stanovanjski problem. In to, po mojem, da delati neko zadrugo, kjer je implicitno pričakovanje, da bodo ljudje viseli skupaj ves čas, kadar niso v službi ali pa ne spijo. Če sem te prav razumel, ampak vsekakor se pa tudi meni tako zdi, je bliže peklu, kakor pa idealnem stanju. Ampak to pa ne pomeni, da zadruga nima enih zelo dobrih priložnosti reartikulirati, kaj v bistvu sodobno razmerje med, če ne med javnim zasebnim, pa vsaj med skupnim pa posameznim je. In po mojem, da vzpostaviti prostorska, ampak tudi druga pravila, recimo zakonodajna pravila igre, kjer imaš vedno na voljo kolektivnost, pa umik v istih pogojih, je, pa vem, da se sliši zelo abstraktno, ampak po mojem, da je pa to neki bliz civiliziranemu, urbanemu, pa ni nujno urbanemu, no. Mi smo malo kažemo lastne komplekse, s tem smo malo obsedeni s tem terminom urbanost, ki je po mojem, da popolnoma precenjen, ampak da vzpostavimo pravila igre, kjer je vedno možno oboje in predvsem, kjer lahko v vsakem trenutku izbiraš, a boš popoln samotar ali pa se boš pridružil neki skupni dejavnosti ali pa mogoče celo formiral. No. Zato so ključna prostorska pravila igre, niso edina, ampak so pa v veliki meri odločilna. No.
Ne samo velikost prostorov, tudi njihova medsebojna povezanost. Da bom ilustriral z enim zelo konkretnim primerom. Eno izmed prekletstev pokroviteljske vključujoče arhitekture je, recimo aktivistične arhitekture, je, da pričakuje, da če bo vzpostavila recimo poti med stanovanji, ki se jim ne moreš ogniti, pa da daš na te poti, da jih razširaš, pa tam narediš skupno kuhno, pa tam jedilnico. Skratka, da ti ne moreš recimo svoje stanovanje, ne da bi srečal vseh svojih sosedov, ne. Je pričakovanje, zdaj se bojo pa ljudje bolj družili med sabo, zdaj bojo pa večji prijatelji, vse bojo skupaj delali, na koncu noben ne bo živel v teh stanovanjih, se bojo vsi hoteli skupaj veseliti. Mislim, taki ljudje ne poznajo osnov človeške psihologije. To je po mojem recept za katastrofo. Mogoče je ena manjša katastrofa bilo ravno to dvorišče, ker je, predstavljam si, tudi nekoliko totalno, ne? To je dvorišče, na katerega gledajo v bistvu vsi stanovalci, verjetno, in je tudi panoptikum. In ta želja po kontroli tistega, kar se noter dogaja, če nisi na trati, verjetno, če gledaš na to iz svojega balkona, imaš implicitno, vsak človek ima željo, da bi malo dirigiral, kako bi se stvari morale odvijati. No, skratka, tak hodnik je po mojem, da ta razširjen skupni prostor je nekaj, kar bi se bilo treba bati in povedati, ne, tako ne zgleda idealna zadruga, ne. Ampak da imaš pa vedno dve možnosti, da pa lahko vstopiš v tak skupni prostor, lahko pa 5 tednov mirno ignoriraš svoje sosede ali pa da ti grejo na živce, to je po mojem, da vredno zrelih posameznikov, ki pa potem izbirajo, kdaj tvorijo skupnost. Ne? Se pravi svoboda do tega, da se imamo radi in do tega, da si gremo na živce. Ne? Absolutno. Hvala za enkrat, oziroma ne hvala za enkrat. Hodil sem reči, da poškilil sem na uro in ugotovil, da je morda čas, da mičkeno odpreva ta najin pogovor, če bi kdo od prisotnih si želel kaj dodati oziroma kaj povprašati, ste vljudno vabljeni, da to storite. Zdaj sem si nataknil očala, da vas bolje vidim. Vse tako je ponavadi, tako da ne se sekira, tako je ta klasična reakcija. Ogromno nekih stvari še imam, ki bi te jih lahko vprašal, sem zdaj razmišljam, ali bi to dejansko storil, oziroma se mi zdi, katero od teh vprašanj, da rečem, takšno, da bi bilo primerno za zaključek, ker do konca nikakor ne bova prišla, se pravi, da lahko samo zaključiva na neki točki, ki se nam zdi smiselna. Pa bom tako zastavil. Zdaj, zadnje čase si res zelo, zelo prisoten v javnosti, da tako rečem, in medijsko in tudi v takih priložnostih, kar se mi zdi, no pa že nekaj časa, ampak zdaj se mi zdi, da res zelo intenzivno. Danes si prišel skoraj direkt iz radia, pa še isti dan ti je kolumna išla, skratka to je že 3. javni angažma tega dneva. Je le izjema, ni vsak dan tak. No, razumem, ampak vendarle, ne, če se štejemo tega, ni malo, kar se mi zdi super, ker ne samo to, kako neizmerno dragoceno je, da imajo javno besedo pametni in zanimivi ljudje, kot si ti, hkrati seveda tudi ta generacijski moment, ki se mi zdi tudi pomemben, da se končno tudi sprašuje, da rečem, mlajše, pa to vendar ne zveni pokroviteljsko, ker niti približno ni tako mišljena, ravno nasprotno. Ampak no, vsej tej mini poplavi vprašanj, ki jih dobivaš, a se ti zdi, da mi, ki te sprašujemo stvari, na kaj mi pozabljamo? Česa te ne vprašamo, pa bi te morali vprašati in posledično, kaj je tisto, kar se ti zdi, da bi morali biti povedano, pa nekako zmeri zmanjka časa za to? Mislim, da pri vsakem pogovoru, ki ga imam, v bistvu nimam odgovorov naprej pripravljenih. No? Ali pa nimam občutka, da jaz imam zapovedati to, pa to, nimam svoje manjše pripravljene. Zato, ker tudi vsak pogovor je dejansko pogovor. Najbolj zanimiv zato, ker ti da priložnost, da usporedno s tem, ko govoriš, tudi razmišljaš. Enako jemljem tudi pisanje. Samo dolgočasni ljudje vejo, kaj bojo napisali, se usedajo, to napišejo in potem ponosno pokažejo svetu, to je njihov prispevek. No. V resnici začnem zares razmišljati šele takrat, kadar se usedem pred list papirja, pa poskušam artikulirati eno zagato ali pa paradoks, ki je vedno najboljše izhodišče.
In enako je pri pogovoru. Tako da nikoli nimam občutka, jaz bi pa rad povedal še tole. Razen če je, seveda, če je kakšna zelo pereča, aktualna zadeva, teh je malo morja, no? Ampak ne morem, nekaj v meni bi vedno najrajši začel govoriti o Rogu pa o Štadionu, zato ker sta primera, kako shizofreno lahko kot družba živimo, da istočasno proglašamo toliko, da ne arhitekturnega svetnika, recimo, pa mu zraven rušimo eno izmed osrednjih realizacij, ali pa da se razglašamo za inkluzivno, sodobno, progresivno mesto, pa zraven upademo z bagri in izženemo ljudi, ki so dejansko poskušali nekaj takega narediti, ne. Skratka, ampak tukaj je treba paziti, to je treba vedno povedati na način, da ne postane maša, no. Ker ljudje, ko postane maša, in veliko ljudi imamo, ki razlagajo nekih svojih bullet pointsov, tako celo življenje, v bistvu fosilizirajo to problematiko, no. Vsa poanta tega, po mojem, da ena ta, mogoče bi šel k temu, lahko rekel, lakota po arhitekturnem diskurzu, je pomembna. In to zato, ker arhitekti nikoli ne bi smeli biti te, ki podučujemo javnost. To je tudi zelo eno izmed naglavnih grehov arhitekture ali pa načina, kako smo bili poučevani o arhitekturi. Češ, ljudem je treba razložiti, ali pa ljudi je treba pripraviti do tega, da bojo videli, ali pa spet so ljudje problem, ja. Ljudje so v arhitekturi največkrat problem, ja. In v nas zažrta prepričanje, da je nekaj v naši mentaliteti, kar nas dela manj kultivirane kot recimo skandinavske narode, je po mojem, da nekaj zelo škodljivega, no. Moja želja je, da bi se arhitektura in arhitekti enakovredno vključevali v javne debate, kot nekdo, ki so ustvarja, ne pa kot nekdo, ki bi moral poučevati javnost. In po mojem, da je ta pandemija, sred katere še vedno živimo, pa tudi širši javnosti pokazala, da je pač prostor nekaj, brez česar ne moremo, kakorkoli je to naivna misel, ampak kje je vsak izmed nas preživljal zaprtja, je imelo tako očitne kratkoročne posledice za kakovost življenja, ne samo za fizično zdravje, ampak za psihično stanje, za kvaliteto socialnih stikov, na koncu koncev tudi za čisto eksistencialne zadeve, kdo je lahko delal doma, kdo ne. Skratka, vse to so zadeve, ki jih mogoče ne odrejamo celoti arhitekti, imamo pa njih kar en velik vpliv. In je pomembno, da razumemo, da ne gre za podučevanje, ampak za ustvarjanje ene take skupne sfere premisleka, kjer nihče nima zadnje besede, ampak da je to treba žvečati in nenehno, no, in prilagajati. Mislim, ustvarjati prostorska pravila igre je vedno potencialno zelo nasilno dejanje in vedno izključuje nekaj, pa omogoča nekaj drugega, no. In pač tako dolgoročne zadeve lahko, po mojem, da arhitekti delamo sam skupaj z neko kritično javnostjo, nenehno, no. Zato je pomembno, da arhitekti pač postanemo del tega, ne pa te začetne debate, preden se projekti delajo, preden se tudi politični plani delajo. Ker pri nas seveda se najprej naredijo plani, potem načrti in na koncu se povpraša še ljudi, če so slučajno zadovoljni s tem. Jasno, to je napačna strategija in rezultat so potem te številne pad pozicije v tem mestu in v celi državi. Omenil si Skandinavce, ki so nam tradicionalno vzor, čeprav zdaj zadnje leto in pol se mogoče v tem ugrofinskem loku nagibamo na drugo stran, ne tisto severno. Skratka, Skandinavci so vajeni mraza. Zakaj to govorim? Od spodaj je lokal, ki je odprt, ima tudi vrt. Če smo se kadilci že prej navadili odgovornega posedanja zunaj, tudi v zimskih razmerah, ste se v času pandemije na to navadili tudi nekadilci. Skratka, vljudno vabljeni, da se še zadržite v hiši oziroma zraven nje, kaj popijete in predebatirate ali ta pogovor ali pa kaj šestega. Jaz bi se najlepše zahvalil vam za obisk.
lepo vas je bilo videti in pa seveda hvala in do naslednjič, ob kakšni drugi priložnosti, Miloš oziroma doktor Miloš Kosec. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa.